Večerova novoletna zabava je pač decembrski inventar. To je nekaj, kar pač enostavno mora biti. Že novembra se začne veliko povpraševanje povsod, kdaj bo, kje bo, oziroma kje bo vsi vedo, ampak kdaj bo. Ker se pač v Ljubljani ve, da Večerova čaga je pač tista, na katero pridejo ljudje, zato da se tudi neformalno malo poklepetajo, da kakšno rečejo. In letos pa smo padli še v ta povolilni čas, ne? In obenem v čas, kot si omenil, recesije, ne? Tako da v bistvu ubijamo dve muhi na en mah. Na eni strani zdravimo torej povolilnega mačka, na drugi strani pa poskušamo zabavo razbiti tudi malo to recesijsko sivino. Takšne čage, zabave, kot je ta danes tukaj, bi šlo po vašem mnenju, glede na recesijo in težke čase, tudi brez njih, ali je to nujno zlo, da se ljudje malce poveselijo in srečajo? Jaz mislim, da je nujno, pa ni zlo, ampak je samo dobro, da se ljudje tudi v teh težkih časih dobijo, da se malo poveselijo, pogovorijo, vse konec koncev delaš celo leto, ne? In vsaj enkrat na leto se lahko srečaš. Je pa odvisno, za koliko potem, kakšen budžet imaš, ne? Se ni treba veliko. Jaz sem prepričana, da take zabave so zelo pomembne in vedno sem tako mislila, ne glede na recesijo, zdaj so lahko zabave tudi skromne, ker pomembno je druženje, da srečaš kolege, prijatelje, tudi tiste, s katerimi nimaš priložnosti se drugače pogovarjati in še nekaj na zabavah se drugače pogovarjamo, ne? Bolj sproščeno in mislim, da bi tega moralo biti več, ne manj, ne glede na recesijo. Mislim, da so take zabave vedno bolj potrebne, sploh glede na situacijo, ki velja v Sloveniji, ko politiki pravzaprav skušajo sprejeti ljudi. Mislim, da je prav, da v takih trenutkih, kot je novo leto, se pozabavamo, rečemo kakšno pametno in da skupaj ugotovimo, kako zanič politike imamo, ki se ne uspejo dogovoriti niti za kavo. To vprašanje se mi zdi neumestno, to je del življenja, da se ljudje dobivajo zdaj, koliko kdo pije, koliko kdo je, koliko kdo ponuja. To je pa stvar vašega budžeta in ne tistih, ki prihajamo sem. Jaz mislim, da smo letos absolutno preveč razglabljali o krizi, o problemih. Vse res, da so, ne, ampak konec koncev december je, zakaj se ne bi malo poveselili, ne, tudi novinarji. Če bi bilo nujno zlo, potem ne bi toliko ljudi prišlo. Meni se vedno zdi dobro, da se ljudje tudi znajo poveseliti, pogovoriti in takšna družabna srečanja so zagotovo priložnost za navezovanje boljših stikov in tudi boljših medčloveških odnosov. Ste danes že srečali koga, ki ga morda dolgo niste videli? Absolutno, moje kolege z televizije, iz časopisov, iz tega novinarskega kroga in sem zelo vesela in prav vesela sem, da sem tukaj. Ja, srečal sem nekaj starih prijateljev, nekaj profesorjev, tudi nekdanjih sodelavcev in prav prijetno je. Ja, Olgo Rems. Jaz sem ene par ljudi in sem zelo vesela, da sem prišla. Ja, nekatere sem srečala, tako da več pa še in verjetno bom. Zdaj sem tukaj že domača, ker že par let prihajam na to zabavo, pa zmerom srečam zanimive ljudi. Boste glede na splošno stanje v Evropi morda letos kaj varčevali, kaj bolj varčevali pri nakupu daril ali recesija na obdarovanje najbližjih ne vpliva? No, pri salamah bomo začeli šparati, namesto 15 dek bomo 10 dek pojedli, to pa je zaenkrat tudi vse. Moja vloga v družini je, da varčujem, ampak pri tem nisem prav uspešen, ker se množijo tisti, ki ne varčujejo. Tako da težko rečem, kakšen bo izplen, se mi zdi, da ne bom prav uspešen pri tem. Jaz vedno ljudi obdarujem z domačimi darili, piškotki, kakšen likerček, tako da se ne spuščamo velike stroške. Je pa fino, če človek nekaj dobi, včasih tudi sam nasmeh ali pa pogled ali pa eno tako srečanje. Saj mislim, da pri darilih pravzaprav ne gre za razmetavanje, za, kot rečemo pri nas, preseravanje, ne, ampak gre za nekaj, da podariš iz srca, tako da ne bi varčeval, no, za ljudi, ki jih imam rad. Mi se za Božič nič ne obdarujemo, nam pa Miklavž vsako leto nekaj prinese. Letos je bil bolj skromen, ker ni imel časa nakupovati, ker je bila volilna kampanja. Glede daril sem bila jaz vedno dokaj skromna, ker se mi ne zdi, da je stvar v tem, koliko daš, ampak kako daš in komu daš, tudi če je skromno. In glede tega ne potrebujem sploh nobenih sprememb, ker nikoli nisem bogato obdarovala in tudi ne pričakujem, da bi drugi mene.
nekaj političnih obrazov smo že videli, opazili, nekaj še jih pričakujemo, ali bo danes tukaj sklenjena morda kakšna koalicija? Mi smo danes seveda, ko gospoda Janković in Janša nekako nista mogla uskladiti prostora za svoje prvo srečanje, preko Twitterja nemudoma ponudili večerovo zabavo kot priložnost za to, da se seveda srečata, neformalno, tako, ob kakšnem kozarčku, v šali seveda. Dvomim, da bo danes sklenjena kakšna koalicija, razen koalicija med novinarji, da je treba tudi v prihodnjih letih braniti čast tega poklica in pa braniti interese javnosti.